Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je bila v gledališču Park v Murski Soboti slovesnost Mestne občine Murska Sobota. Na njej so podelili nagrade za dosežke na področju umetnosti in kulture. Slavnostni govornik je bil dr. Branko Kerman, direktor Pomurskega muzeja Murska Sobota. Za glasbeni program pa so z glasbeno poezijo Mile Kačič poskrbeli Katja Šulc in bend. Živi vsi narodi, ki hrepeni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak, da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo, ne vrag, le sosed bo mejak. Spoštovani nagrajenki, spoštovani nagrajenec, spoštovani župan, podžupan, častna občana, svetnice in svetniki Mestne občine Murska Sobota, drage obiskovalke in obiskovalci, dober večer. Charles Baudelaire v sloviti pesmi Sorodnosti pravi, da je življenje hoja skozi gozd simbolov. Oči simbolov, ki so uprte v nas ves čas, vabijo v drugačen svet. Svet, ki si ga vsak od nas zamišlja drugače. Vsi pa vemo, ali vsaj slutimo, da je to nepredstavljivo prostran in globok svet, neopisljivo očarljiv in neizmerno strašen obenem. Mnoge mika vstopiti v ta svet skrivnostnih korespondenc, ki presegajo človeški razum, vendar se vabilu drznejo odzvati le redki. Takšni, ki so pripravljeni tvegati vse, tudi družbeni ugled in celo zdrs v norost, tvegati življenje samo. Kajti kogar oplazi svetloba, ki jo eni imenujejo lepota, drugi resnica, tretji kar luč, lahko povsem oslepi za zemeljske idole in malike in tudi za zlato, ki svojim lažnim leskom včasih najbolj spominja na sijaj čudovite svetlobe iz skrivnostnega sveta. Ljudem, ki so pripravljeni tvegati vse našteto, so skozi zgodovino nadevali različna imena. Danes jih največkrat imenujemo umetniki. Na predvečer Prešernovega dne, slovenskega kulturnega praznika, se Slovenci poklanjamo entuziastom, ki za nas hodijo po kostanu žerjavico presežnega sveta. Izrekamo jim zahvalo in priznanje. Bodisi kot ustvarjalcem, bodisi kot tistim, ki nas učijo ločiti zrno od plevela, umetnino od kiča, resnico od laži. V Mestni občini Murska Sobota so letos to mladi glasbenik in filmar, uveljavljena glasbenica in uspešna glasbena pedagoginja ter umetnostna zgodovinarka, kustodinja in prav tako pedagoginja. Še pred samo podelitvijo občinskih priznanj in nagrad pa nas bo nagovoril arheolog dr. Branko Kerman, direktor Pomurskega muzeja Murska Sobota. Omenimo ob tem mimogrede še eno prikrito sorodnost. Beseda muzej je izpeljanka iz grške besede muza. V latinščini pa je beseda muzeja označevala posvečen kraj, višjo šolo za poučevanje pesništva, glasbe in umetnosti nasploh. Muzej je še vedno ime za svetišče. Svetišče spomina na kulturno dediščino. Spoštovani dr. Kerman, vabim vas na oder in prosim za nagovor.
Spoštovane gospe in gospodje, lep pozdrav vsem prijateljem kulture. Predvsem pa vsem tistim, kot pravi Prešeren, ki smo zato se zbratili, ker dobro v srcu mislimo. Prišli smo na predvečer kulturnega praznika, da se poklonimo kulturi in umetnosti, ki sta najvišji odraz ustvarjalnosti in estetike, ki jo človek premore. Kultura človeka bogati, ga združuje z drugim človekom in v njem budi občutek za lepo. Vsaka kultura mora biti po besedah Antona Trstenjaka zakoreninjena v prostoru, zemlji in času, zgodovini. Kultura in narod sta ozko med seboj povezana. Narod, ki nima svoje kulture, še sploh ni narod, je kvečjemu pleme. Narodnost pomeni skupnost duhovne zavesti. Kultura kot drevo s trdnimi koreninami živi v vsakem kraju skozi zavedanje o lastni pretekli zgodovini. Je zvesta spremljevalka človeka na vseh stopnjah njegovega razvoja, kar nam potrjuje že skozi obstoj umetnosti v prvih začetkih človekovega bivanja. Poglejmo samo naše preljubo Prekmurje. Kot starodaven kulturni prostor se je oblikoval že od prazgodovine naprej, preko različnih kulturnih vplivov, ki so prihajali predvsem iz vzhoda, ne nazadnje do naselitve Slovanov v 6. stoletju. Prostor je doživel razcvet v času kneza Kocla in solunskih bratov Cirila in Metoda, kjer je v Blatenskem kostelu na obrobju Blatnega jezera vzniknil staroslovanski jezik in prva pisana beseda. Pozneje se je uveljavila stara krščanska prekmurščina, ki je ustvarila izjemen literarni opus in se je kasneje razvila tudi v prekmurski knjižni jezik. Prostor pa so prav tako posebno zaznamovali sodobni pisatelji, slikarji, kiparji, fotografi, glasbeniki in številni umetniki, ki so pokrajini dali dodaten umetniški razmah, da je postala del slovenske in evropske ustvarjalnosti. Nekateri med njimi so tudi Prešernovi nagrajenci, Milan Vincetič, Feri Lainšček in Sandi Červek. Sodobna kulturna naravnanost pokrajine se odraža tudi skozi vrhunske umetniške dogodke, kot so festival sodobnega plesa Fronta, pod vodstvom plesalca in koreografa Matjaža Fariča, srečanje slovenskih mladinskih pisateljev oko besede, na katerem se podeljuje večernica, nagrada za najboljše slovensko mladinsko literarno delo preteklega leta in tradicionalni mednarodni beltinski folklorni festival. Veliko je tudi drugih vrhunskih kulturnih in umetniških dogodkov. Muzej, galerija in knjižnica pa so tisti hrami kulture, proučevanja in znanstvenega raziskovanja naše pretekle materialne in nesnovne dediščine, literature in umetnosti, kjer nam razstavljeni eksponati govorijo zgodbe o preteklosti in sedanjosti prostora, o ljudeh, njihovih zgodbah o nekem času, ki ga več ni. Skozi likovno ustvarjalnost in motiviko pa zaznamo duha pokrajine, njene horizonte, temine, intimo, hrepenenje, melanholijo in svetlobo. Dediščina pokrajine se posebej odraža v umetnostno-zgodovinskih spomenikih, vse od gradov, cerkva, predvsem v poslikavah njihovih srednjeveških prezbiterijev, historične sececijske arhitekture, pa vse do najbolj impozantne arhitekturne stvaritve mojstra arhitekta Jožeta Plečnika, cerkve Gospodovega vnebohoda v Bogojini. V vsej tej bogati kulturni dediščini pa so izjemnega pomena trenutne arheološke raziskave v Murski Soboti, ki spreminjajo tok poznavanja nastanka mesta in razvoja mesta. Odkrite srednjeveške naselbinske ostaline iz 11. in 13. stoletja na različnih predelih v središču mesta presenečajo glede na gostoto,
in razprostranjenost poselitvenih struktur in nam tako zarisujejo do sedaj neznan raster srednjeveškega mesta. Vse, kar imamo, je lepo in dragoceno. Kako pa vse to nadgraditi? K temu dodati še dodatno kulturno vrednost. Najprej je potrebno začeti ceniti lastno kulturno izročilo in ga prenašati mlajšim generacijam. Omogočimo jim in jih spodbujajmo, da bodo lahko izrazili in predstavili lastno kulturno ustvarjalnost, ki je velikokrat tudi odraz pogleda mladih na stanje duha v družbi. Naši pokrajini je pa potrebno dati večjo kulturno prepoznavnost v širšem evropskem prostoru z izpostavitvijo tistega najboljšega. Vsi vemo, da je denarja v kulturi vedno premalo. Velikokrat pa je tudi nepravilno razporejen. Ne glede na stanje, kakršno je naša dolžnost, da po najboljših močeh poskrbimo za naše kulturne spomenike in dediščino nasploh, da ne bodo podvržena propadu časa. Kot je nekdo zapisal, kultura je popolnoma čisti vtis človekovega bivanja na zemlji. Je edina stvar, ki kljubuje strojem, vpreženosti, okalupljenosti, podjarmljenosti tega časa hitenja in duhovne praznine. Saj človek je že kot stroj. Kako torej ostati človek? Z ustvarjanjem in občudovanjem lepega, z razmišljanjem, sočutjem, čutenjem, z ljubeznijo. Vzor naj nam bo France Prešeren, ki ni podlegel miselnosti, da se sonetov in drugih tedaj aktualnih pesniških oblik ne da pisati v slovenščini. Uprl se je takemu razmišljanju in je iz takratnega slovenskega jezika ustvaril poezijo, ki se uvršča ob bok takratnih vodilnih piscev obdobja romantike, Puškina, Byrona, Hajna. S tem je slovenskemu jeziku dal tudi temelje visoke estetske jezikovne ustvarjalnosti. Ali pa kot je zapisal Rudi Šeligo, vzel v svoje roke jezik slovenskih kmetov in ga dvignil na raven evropskega duha in svetovne književnosti. Jezik, ki mu ni bilo namenjeno, da preživi. Jezik, ki je šel skozi šivankino uho zgodovine, zato da bi ga danes mi lahko govorili in v njem utemeljili svojo samostojnost in demokratično državo. Slovenci smo verjetno edini narod, ki slavi dan kulture kot nacionalni praznik. To je velik poklon kulturi, kar nikakor ni naključje. Želja po umetniški in kulturni enakosti je pripomogla k temu, da smo v tisočletjih kot številčno majhen narod, obdan z veliko večjimi ljudstvi, uspeli tudi ohraniti svoj jezik in svojo identiteto. Negujemo kulturo tudi 9. in 10. februarja, vse do 3. decembra, željo, da bi na pesnikov rojstni dan uresničili njegovo plemenito držo in se povezali v svobodnem in miroljubnem sožitju. Namreč, človek je kultura in kultura je človek. Eden brez drugega pa sta tema in nič. Vsem želim lep kulturni praznik. Nocoj, morda prav v tem trenutku, stojijo v soju luči na odrih širom po Sloveniji ljudje, ki so svoje življenje posvetili umetnosti in kulturi. Čez slabo uro se bodo reflektorji prižgali tudi v Cankarjevem domu, da bi podelili letošnje najpomembnejše nacionalne nagrade za kulturo. Med prejemniki nagrade Prešernovega sklada sta tudi naša rojaka, slikar Nikolaj Ber in glasbenik Dravo Ivanuša. In ali ni nenavadno,
če že ne kar skrivnostno, da boste na naš oder kmalu stopili kustodina, ki je pomemben delež svojega strokovnega dela posvetila prav omenjenemu slikarju Beru in glasbenica ter glasbena pedagoginja, ki je odraščala v istem prekmurskem mestu kot glasbenik Ivanuša. Je to samo naključje ali je morda kaj več? Kot bi za hip v naš vsakdanjik šinil žarek svetlobe iz prej omenjenega sveta skrivnostnih korespondenc. A četudi je samo naključje, ne pozabimo. Osnova besede naključje je beseda ključ. Slutimo povezavo in sporočilo, marsikdo, ki danes stoji na tem odru, bo že jutri stal na nacionalnem odru. In ob tem jutri bo na tem odru znova stala mladost, kajti Prekmurje in celotno Pomurje je od nekdaj pokrajina, kjer korespondirajo mnogotere različnosti, ki združujejo svoje bregove v en glas, globok, skrivnosten in teman, kakor svetloba in kot noč prostran, v glas umetnosti. Najprej se priklonimo mladosti. Priznanje Mestne občine Murska Sobota za uspešno delo na področju kulture prejme filmski in glasbeni ustvarjalec Vitja Rodež. Vitja Rodež je dijak 3. letnika umetniškega oddelka gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Končal je tudi višjo stopnjo osnovne glasbene šole in sicer iz predmeta tolkala. Kot mlad ustvarjalec se uspešno uveljavlja na filmskem in glasbenem področju. Je scenarist, režiser, snemalec in montažer, ob tem pa tudi bobnar pri glasbeni skupini Kate Trga. Že v osnovni šoli je bil vključen v različne ustvarjalne projekte. Med drugim je v času karantene posnel film Skrivnost, ki se skriva v moji omari. Ta film je bil deležen posebne pozornosti med 80 filmi na prvem festivalu Corona Fest Full Fest filma v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Zanj je sam napisal scenarij, odigral 5 vlog, ga posnel in zmontiral. Potem je posnel še srhljivko O njem se govori, ki pripoveduje o navideznem strahu in pogledu mladih na svet. Grozljivka Lahko bi bil lep dan pa je zgodba o 3 prijateljih, ki se v prazni šoli znajdejo v krempljih skrivnostnega hišnika. Filma O njem se govori in Lahko bi bil lep dan sta posneta v narečju in slengu, opremljena pa sta tudi s podnapisi v knjižni slovenščini. Vitja Rodež k filmskim projektom zna pritegniti tudi druge mlade ustvarjalce ter ustvariti harmonično in angažirano filmsko ekipo. V različnih vlogah pogosto sodeluje z drugimi mladimi filmarji, med drugimi s Katjušo Peterka pri dokumentarcu Ljubezen, zmagovalcu filmskega festivala Videomanija. Za skupino Jazzva je leta 2021 ustvaril videoanimacijo za skladbo Svobodno čez obzorje z albuma Sintur. Vitja Rodež pripravlja s Katjušo Peterka in Izidorjem Vogrincem, vsi so dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, tudi oddajo Nori podcast, v kateri gostijo mlade, aktivne in nadebudne Pomurce ter z njimi debatirajo o različnih zanimivih in večkrat drznih temah. Vitja Rodež je bobnar in član rock skupine Kate Trga, ki jo sestavljajo še kitarist in vokalist Tine Lukač ter basist Matevž Filipič. Skupino obujajo glasbo iz zlatih let roka, vedno več pa je tudi avtorskih skladb. Za njimi je nekaj odmevnih koncertov, na primer na Mikovem malem velikem odru, na Grossmanovem festivalu, Maratonu 3 src in drugih prizoriščih. Skupino vabijo na glasbene festivale, med drugim na festival Špilliga, ki ga organizira Kino Šiška iz Ljubljane. Prepričani smo lahko, da gre letošnje priznanje Mestne občine Murska Sobota za uspešno delo na področju kulture v roke mlademu ustvarjalcu z bleščečo prihodnostjo na filmskem, glasbenem, morda pa na še kakšnem področju. Na oder vabimo Vitjo Rodeža,
Nagrade bo podelil župan Mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj. Kar naprej, Vitja. Priznanje Mestne občine Murska Sobota za uspešno delo na področju kulture prejme Tjaša Šimonka Kavaš. Tjaša Šimonka Kavaš je zaposlena kot učiteljica glasbe na osnovni šoli 3 Murska Sobota. Svojim navdihujočim pedagoškim delom na področju glasbe je svetla zvezda svoje šole in njena promotorka. Širšemu občinstvu je znana tudi kot pevka glasbene skupine Etnotrip in vodja pevskega zbora Bele Tinke. Pedagoginja Tjaša Šimonka Kavaš svojim učencem poleg podajanja temeljnega znanja o glasbi in vzbujanja ljubezni do nje privzgaja tudi zavedanje, da je petje v zboru ravno tako pomembno kot individualna ustvarjalnost. V nekaj letih je na osnovni šoli 3 Murska Sobota ustanovila kar 4 pevske zbore. Tako učenci 1. razreda pojejo v pevskem zboru Violinčki, učenci 2. in 3. razreda nastopajo v pevskem zboru Muzika, učenci 4. in 5. razreda so lahko člani otroškega pevskega zbora, učenci od 6. do 9. razreda pa prepevajo v šolskem mladinskem pevskem zboru. V vseh šolskih zborih poje več kot četrtina učencev šole. V šolskem letu 2022-2023 je k zboru prijavljeni več kot 120 učencev. V preteklem obdobju so zbori osnovne šole 3 Murska Sobota nastopali na številnih prireditvah in dosegali odlične rezultate na tekmovanjih. Mladinski pevski zbor je tako dosegel zlato priznanje na regijskem in državnem nivoju. Toda tekmovanje ni edini smisel glasbenega udejstvovanja. Učiteljica Tjaša Šimonka Kavaš se tega dobro zaveda in zna učencem ozavestiti pomen glasbenega druženja, sodelovanja in družbenega udejstvovanja še na druge načine. Zbor osnovne šole 3 Murska Sobota je na primer sodeloval na proslavi ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini. Povezal se je z osnovno šolo Beltinci in mladi pevci obeh šol so pod vodstvom Tjaše Šimonka Kavaš in Mihe Kavaša pripravili več koncertov. Najodmevnejši je bil projekt Tam v Meglicah nad Mursko vodo. To je bila serija koncertov in tudi izid istoimenske pesmarice, zbirke priredb skladb Vlada Kreslina za mladinski pevski zbor in ansambel. Na koncertih je zborom večkrat nastopil tudi Vlado Kreslin. V času, ko družba podpira predvsem individualizem in pomen posameznika, so skupinske dejavnosti še kako pomembne. Tjaša Šimonka Kavaš je s svojim zavzetim pedagoškim delom uspela ne samo popularizirati pevske zbore, ampak je poskrbela tudi za to, da učenci z nastopi na različnih tekmovanjih in prireditvah ter sodelovanjem v številnih projektih gradijo svojo samopodobo in samozavest, ob tem pa spoznavajo, da skupaj zmorejo več in bolje. Na oder vabimo Tjašo Šimonka Kavaš. Plaketo Mestne občine Murska Sobota za pomemben dosežek v kulturi, ki je bil javnosti predstavljen v zadnjih 2 letih, prejme Irma Brodnjak Firbas.
Višja kustodinja Irma Brodnjak-Firbas, zaposlena v galeriji Murska Sobota, svojim kritiškim in pedagoškim delom dosega rezultate, ki presegajo njene delovne naloge. To dejstvo potrjujejo tako razstave, ki jih je doslej pripravila v galeriji Murska Sobota, kot tudi razstave, na katere je bila povabljena kot gostujoča kustodinja. Seveda k razstavam sodijo tudi publikacije z njenimi strokovnimi besedili. Irma Brodnjak-Firbas aktivno in uspešno sodeluje tudi z lokalnimi vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami ter nevladnimi organizacijami. Med pomembne dogodke, ki jih je ob svojem pedagoškem delu pripravila v galeriji Murska Sobota med letoma 2020 in 2022, sodijo razstave Retro #MMXX Mitje Staneka, Črne slike in Davidovi vrtovi Lojzeta Logarja ter Up Mirka Rajnarja. Med razstave, ki jih je kot gostujoča kustodinja galerije Murska Sobota realizirala in predstavila v drugih galerijah in s katerimi je bistveno prispevala k širši promociji kakovostne pomurske likovne umetnosti, pa sodijo razstave 1+1 je 11 Sandija Červeka v galeriji mesta Ptuj, Misterij Tanje Trajbarič-Lopert in Filipa Kulčarja v galeriji Anteja Trstenjaka Ljutomer, Čas pozabe Sandija Červeka v galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj ter razstavi Vračanje k koreninam ter slike in risbe Nikolaja Bera v kvartirni hiši Celje in v mestni hiši Kranj. Irma Brodnjak-Firbas je izjemno strokovna kustodinja, temeljita pri svojem delu in sposobna ustrezne predstavitve z natančnim interpretativnim aparatom. Njeni izbori del, postavitve razstav in spremne študije pričajo, da se problematike loteva celovito in temeljito. Zaveda se, da je vsaka posamična razstava omejena s trajanjem in umeščenostjo v prostor, ter da v razstavi pričajo in kljubujejo času samo katalogi s strokovnimi besedili in dokumentacija. Zavedajoč se tega dejstva, Irma Brodnjak-Firbas ne piše tekstov, ki bi bili napisani zato, ker pač morajo biti, in ne spremnih besed, ki bi bile same sebi namen. Besedila morajo imeti trajno vrednost. Zaveda pa se tudi, da z njimi nagovarja širšo laično in ožjo strokovno javnost. V svojih študijah ne dela besednega kolaža iz že znanih in že zapisanih besedil. Seveda jih pozna in jih ustrezno uporablja ter citira, vendar je to zgolj osnova, na kateri gradi in razširja spoznanja o delih posameznih umetnikov. Namen njenega študioznega in profesionalnega pristopa je ustvarjanje poglobljenih študij, ki bodo tudi v prihodnosti zgovorno in zanesljivo pričale tako o posamičnem obravnavanem umetniku, kakor tudi o delovanju galerije Murska Sobota. Med njenimi deli še posebej izstopa študija Logarjeva dediščina v Pomurju, s katero je zastopala galerijo Murska Sobota pri medinstitucionalnem projektu v počastitev Lojzeta Logarja, pomembnega umetnika, Prešernovega nagrajenca in dolgoletnega profesorja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Kako odmevno in dobro sprejeto je strokovno in pedagoško delo Irme Brodnjak-Firbas v galeriji Murska Sobota, kaže tudi to, da je bila kustodinja že 3-krat povabljena med člane strokovne komisije za likovne in novomedijske umetnosti pri Prešernovem skladu, od oktobra leta 2021 pa je tudi članica izvršnega odbora sekcije za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije. Delo Irme Brodnjak-Firbas je pomemben košček v mozaiku kulturnega življenja Murske Sobote, prav tako pa kot kustodinja pomembno promovira kakovostno likovno umetnost in delovanje galerije Murska Sobota. Na oder vabimo Irmo Brodnjak-Firbas.
Spoštovani, odprimo zdaj naša srca s skrivnostnim glasovom iz gozda simbolov. Povejmo o teh glasovih tudi tistim, ki se jih bojijo in jih zato ne marajo. Povejmo jim, da se pred njimi ni mogoče skriti ne v utrdbe z debelimi zidovi, ne v mogočne palače z zlatimi zastori. Kot v eni od svojih pesmi opozarja veliki Gregor Strniša, pošasti iz gozda ne more zadržati noben zapah. Pritihotapile se bodo v naše sanje, pred temi pa se ne da pobegniti nikamor. So zadnja postaja naše človeškosti. Ampak tam, kjer strah riše pošastno grozo, pogum slika čisto lepoto. Podelitev letošnjih priznanj in plakete Mestne občine Murska Sobota ustvarjalcem in kulturnim delavcem ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku, je končana, ni pa še končana nocojšnja prireditev. Na oder vabim glasbenike. Z nami so Katja Šulc, Andraž Mazi, Nikola Matošič ter Blaž Celarec. Predstavili nam bodo v glasbeno poezijo Mile Kačič, Srečka Kosovela in Nina Deglerije. Želim vam obilo glasbenih užitkov. Mala tla bi kakor sladka misel rada šla ti čez oprostoma. Prižgala spet ti svetli žar v oči, na lepem čelu rahlo bi počila. Potem pa ljubujoča izgubila se v toplem gnezdu kuštravih laseh. Moja mala tla bi kakor vroča želja rada šla ti čez obraz tema. Skrivnostno vi uho zašepetala čarobni rek, ki ti smetljaj izbavi. In si vel spominov me pozabi, na usna bi zamaknjena obstala. Kakor mehka ruta rada šla ti čez obraz tema. Ta moja mala strahopetna tla
oddaleč. Boža, žalostne smehljaj v očih ti, ki bi plakale najraje. Boji se, da se boš obrnil stran. Boji se, da se boš obrnil stran. Hvala. Šla bom gola skozi pomladni dež, naj spere z mene vso na vlako prešlih dni. Pajčevino že v zametku trhlih in izprijenih vezi, želja upepeljenih saje in ugaslih bolečin. Šla bom bosa skozi pomladni dež, da mi zmije noge trujene od blodenja in odiskan brezplodni. Skozi pomladni dež bom šla, morda me prav na koncu poti le kdo čaka, stopiti hočem preden čista, s srcem, ki še viruje v bajke. Skozi pomladni dež bom šla. Da me prav na koncu poti le kdo čaka, stopiti hočem preden čista, s srcem, ki še viruje v bajke. Skozi pomladni dež bom šla. Šla bom gola, šla bom gola, šla, 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 skozi pomladni dež. Skozi pomladni dež bom šla. Šla, 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 šla. Skozi pomladni dež bom šla. Hvala.
spoznala tvoj korak. Bil se mogoči ritmih nog hiteči in v sanjah še spoznala mirni di, bi tvoj med tisoči pokojno speči. S temoči bi tvoje lice našla, z ušesi mrtvimi tvoj čula smeh. Če veter še tako bi pota zgladil, bi našla tvojo sled v peščenih tleh. Med tisoči, med tisoči, med tisoči bi te spoznala. Beži daleč proč, le kamorkoli, čeprav na najbolj skrito pot zavijaš, se vendar kakor grešnik pred vestjo, pred mojo mislijo nikjer ne skriješ. Med tisoči, med tisoči, med tisoči bi te spoznala. Spoznala med tisoči. Hvala lepa. Na poti domov pogledi mimo mene, hladen ta dan je temen kakor mrak. Na poti domov klevetam mirno vreme, v vidu premi, predremi moj okvir in me ugrabi tvoje topline oblak. Na poti domov pred mano korak, prijeten ne mi, k koraku tvojemu hiti. Na poti domov pred mano korak, prijeten ne mi, k koraku tvojemu hiti.
na poti domov, pred mano korak, prijeten ne mi, k koraku tvojemu hiti. Hiti mi nori, da me ulovi tvoja topla, varna pot. Po poti domov, obeni korak, pripelje me pod krov. Hiti mi nori, po poti domov, obeni korak, pripelje me pod krov. Pod krov domov. Hvala lepa. To je bila pesem in poezija Nina Deglerje. Sledi pa pesnik Krasa, Srečko Kosovel. Gostega mraka, modre zavese, dehtiče se spuščajo od neba. Utihnili bori so za trenutek, ko potnik obstane sredi polja. Za hribom se tiha vas je zmračila in oživile so strme poti, globin pod cipino je zatehtela od zemlje. Stolp na hribu molči. Temni obrisi, zamolkli koraki, kosti gredo čez ilov na to pot. Živina težka se na kalu napaja, ozre se, ko čuje zamolkli topot. Topoli vršijo in uklanjajo krone, kot v sivih blazinah zvezda zblesti. Koščev korak, živina v temo zatone, za težkim oblakom mesec žari. Ves kras je mehak, kot da jih ti iz kapele luč
glas, orgel plava, trenutek in kako raztrga obraz, omoči v mesečini. Skalna puščava. Najlepša hvala. Andraž Mazi na kitari, Nikola Matošič, kontrabas in Blaž Celarec, bobni in tolkala. Hvala lepa, lepo je pri vas, kot vedno. In za slovo še ena vaša. Zrejlo je žito, je žuta slama, žalostna dekla, kaj nimaš ljuboga. Hej, sedi to, sedi lastvika ti. Sloni se, ljubav nam opleča ti. Zrejlo je žito, je žuta slama, zrejlo je zelče, žuto je lišče, zrejla je pšenica, žuta je slama. Zrejla je pšenica, žuta je slama. Zrejla je pšenica, žuta je slama. Zrejla je pšenica, žuta je slama.
Ja, na zadnje še prijatelji, kozarce zase dvignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi. Spoštovani nagrajenki, spoštovani nagrajenec, obiskovalke in obiskovalci, preden se razidemo, vas v imenu župana Mestne občine Murska Sobota, Damjana Anželja, vabim, da v predverju dvorane skupaj nazdravimo letošnjim nagrajencem. Prijeten večer še naprej.